Pozdravljeni. Pred nami je morda glasovanje o prepovedi FTM-a v sezoni 2027. Kaj to pomeni za skuderijo Ferrari, kot običajno v naslednjih minutah. Na samem začetku moram poudariti, da današnji prispevek temelji na članku, ki sem ga zasledil v italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Tu se eksplicitno navaja, da bodo dobavitelji pogonskih sklopov glasovali o tem, ali FTM ostaja tudi v sezoni 2027, ali ga bodo enostavno prepovedali. In treba je tu še enkrat poudariti, da je prav Ferrari na tem področju vodilni. Njihov pomišljaj 26 ali projekt 679 je dobesedno nastal okrog tega sistema. In o povezavi raznih elementov pri bolidu skuderije Ferrari smo prav pred nekaj dnevi govorili v posebnem prispevku, kjer ste lahko dobili občutek tudi, koliko konjskih moči so žrtvovali, zato da so dobili to določeno prednost. Ampak treba je pojasniti, zakaj gre, zakaj je ta FTM, ta usmernik izpušnih plinov tako pomemben. Deluje namreč na dveh ločenih področjih. In kot običajno si bomo pomagali tudi tokrat z maketo. Na vrsto prihaja zopet SF21. Ta usmernik izpušnih plinov, ki je praktično prvič se pokazal v javnosti na drugem testiranju v Bahreinu, loči zračni tok v območju difuzorja od tistega, ki gre pod zadnji aerodinamični stabilizator. Predstavljajte si, da ustvari neke vrste zid. To pomeni, da se zrak iz difuzorja hitreje prazni, torej da povzroči večjo učinkovitost na samem spodnjem delu dna in po drugi strani pomaga tudi pri čistosti zračnega toka na spodnjem delu profila zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Kar pomeni enostavno, da poveča njegovo učinkovitost, da imamo na zadnji osi višji oprijem, kar smo že skupaj ugotovili v prej citiranem članku. In tu je treba poudariti, da so pri Ferrariju res mnogo posvetili praktično možnosti vgradnje teh majhnih zaprek. Pravilnik veleva, da so lahko aerodinamične površine montirane le 60 milimetrov za zadnjo osjo, kar pomeni, da so pri Ferrariju premaknili diferencial malce bolj nazaj. Tako da imajo učinkovit sistem FTM le oni in ekipa Haas, ki je praktično v zadku identična, kar se tiče mehanike Ferrari. Vsi ostali, kot smo videli, naprimer na progi v Miamiju, so se lotili nekih prilagajanj, ampak zaradi pravil njihov FTM še zdaleč ni tako učinkovit, obsežen od onega, ki smo ga videli pri Ferrari. Sedaj, mnogi se sprašujejo, kaj pomeni, da bodo ukinili te sorazmerno majhne zapreke, ki na prvi pogled ne izgledajo tako pomembne.
Odvisno sedaj od vira, ki ga beremo. Na primer, nekateri trdijo, da to povzroči padec moči med 7 in 8 konji, ampak če se spomnite našega prejšnjega članka, smo ugotovili, da je verjetno vsota bistveno višja, kajti dodati moramo zmanjšano turbino. Ta izbira je v bistvu nastala samo zaradi tega, da se ima konstantni tok izpušnih plinov in seveda ne smemo pozabiti na tisto glavo motorja z notranjim zgorevanjem iz jeklenih litin. Ampak na drugi strani, če Ferrari izgublja, kar se tiče moči, kje naj bi bila tista prednost? Seveda oprijem na zadnji osi. In nekateri ocenjujejo, da bi lahko to pomenilo celo pol sekunde na krog. Seveda tu je vprašanje, na katerih prizoriščih in ob kakšnih pogojih. Sam ne bi bil tako optimističen, ampak 2/10 je morda realno pričakovati, v najboljših primerih lahko celo 3. In tu se bo marsikdo lahko strinjal ali pa ne, ampak ta projekt FTM v resnici ni pokazal neke odločilne prednosti. Nismo videli, enostavno povedano, da bi se Ferrari zavihtel tja na pole position, kaj šele, da bi prišel do zmag. Ampak vseeno, situacija, vsaj po tistem, kar piše v članku, je več kot zanimiva. Na glasovanju, vsaj tako pravijo govorice, naj bi bil rezultat 4:1. Torej 4 dobavitelji za ukinitev proti enemu samemu, ki bi rad to ohranil. In menim, da je tu brez veze poudarjati, da tisti en sam je samo lahko Ferrari. Vsi ostali, govorimo o Mercedesu, Red Bull Powertrains Fordu, govorimo o Hondi in Audiju, so pa proti. In tu bi si lahko marsikdo začel spraševati, zakaj o tem glasujejo motoristi in ne ekipe Formule 1. Čeprav po svoje bi lahko dejali, da bi bil rezultat v bistvu identičen. Treba je tu se zavedati nekaj. Verjetno marsikdo izmed nas je že pozabil, kaj se je dogajalo v tistem obdobju pred začetkom sezone 2026. Govorim o aferi kompresijsko razmerje. Kaj so nekateri viri takrat ponavljali, da se bo zgodilo na glasovanju? Nekaj podobnega, kot se trdi tu, le da so v vlogo tistega, ki bo izgubil na glasovanje, gladko postavili Mercedes. In tu je moč lahko špekulirati, da gre v resnici lahko tudi za neke vrste maščevanja. Ampak, ukolikor se bo kaj takega zgodilo, lahko pričakujemo dvoje. Prvič, da Ferrari kot tak nima v Formuli 1 skorajda nobene politične moči. Vsi so se enostavno obrnili proti njim. Verjetno ne zato, ker bi tako imenovani FTM dajal njihovemu bolidu neko odločilno prednost. Vsaj do tega trenutka, bodimo iskreni, jo nismo videli. Ampak pomembno je nekaj drugega. Ukolikor bo prišlo do te prepovedi, bo moral biti projekt 680, torej naslednik letošnjega bolida, nekako načrtovan iz ničle. Torej, pogonski sklop, ki bo čisto na novo zgrajen, drugačen presek turbine in seveda drugi diferencial, kar bo pomenilo, enostavno povedano, da ves trud, vse ure v vetrovniku, vse kapacitete, ki so jih vložili v letošnji bolid, bodo morali enostavno zagnati proč. Torej, skorajda nobenega prenosa
delov med sezono 2026 in 2027, kar pomeni seveda zaostanek. Projekte, na katerih bodo drugi imeli že leto dni izkušenj, bodo morali pri Ferrariju začeti od golega začetka. In to je, po mojem mnenju, velika kazen. Bolj kot tistih fantomatičnih 50, ki naj bi jih izgubili na krog. A kot ponavadi. Moje videnje in moje mnenje. Videli pa bomo, seveda, kako bodo glasovale ekipe in tu še neka podrobnost. Kolikor bo do glasovanja prišlo, zadev ne bodo prepovedali pri FIA, temveč bodo motoristi, dobavitelji pogonskih sklopov, tisti, ki bodo sprejeli odločitev z glasovanjem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.